Umetnost časa je tudi druženje. Ampak umetnost druženja pa več današnji človek sploh ne obvlada. A kako dolgo bomo? A še imamo 10 minut? Daj. Jaz sem predlagal mojim študentom enkrat, ko smo se pogovarjali o tem, kako se pozdravljamo, kaj si povemo. Smo ujetniki različnih klišejev. Kakšni klišeji pa so to? O, zdravo, kak si, dobro, hvala, adijo, se vidiva. Če karkoli od tega vzameva za res, pol vidimo, da je tu bilo nametano toliko klišejev, da ne moramo verjeti. Že kako si je eden od takih klišejev, drugi je pa hvala dobro. Predstavljate si, študentom sem rekel, da ko nekomu rečete, ko se nista videla vsaj en teden dni, pa vam nekdo reče, zdravo, kako si, mu rečete, super, da si me to vprašal. Glej, že teden dni se nisva videla, če imaš zdaj 3 ure časa, jaz te povabim na kosilo. Vsedva se, pa jaz ti bom probal v 3 urah razložiti, kaj se mi je v tednu dni zgodilo. Veš, koliko je to ur? Res se bom potrudil. Plačam ti kosilo, da sediva skupaj in govoriva. Kaj bo nastalo? Veš, danes nimam časa, danes se mi nekam mudi, moram pa otroka v vrtec še iti, pa imam tisto, pa Točno to, lahko preizkusiš. Kar pomeni, da je klišejski odgovor, hvala dobro, točno tisti, ki nas odnese naprej. Vsi en drek misli, sem je vseeno, kak se imaš, ti ko odgovoriš, hvala dobro, si misliš, se njemu je en drek vseeno, kak se jaz imam. Mislim, in znotraj teh klišejskih odgovorov živi danes atomiziran, osamljen, žalosten človek. Žalosten posameznik. Ker nima časa.